Dober večer, Bog daj in lepo pozdravljeni. Kar pošteno smo že zakoračili v letošnji postni čas, saj je za nami že pepelnica in prva postna nedelja. Danes pa se izteka že druga, imenovana kvaterna. V eni izmed prejšnjih oddaj sem o kvatrah ali kvaternih dnevih že govoril. Ti so 4 v cerkvenem letu, vsi pa so na soboto. Tako sta bili včerajšnja kvaterna sobota in današnja kvaterna nedelja še posebej namenjeni in usmerjeni v spokornost, ki naj vodi k ljubezni do bližnjega, bolnega, trpečega, kogarkoli. In to naj bo tudi naša postna naloga, ki pa seveda ni prav nič prijetna. Komu pa je pri srcu premagovanje, odrekanje, težko breme ali trnjeva pot? Uživanje in sladko lenuharjanje je blizu sodobnemu človeku in prav odpoved je potrebna, če hočemo biti ljudje. Vsi starejši se še spominjate nekdanjih pravih postov, ko je polnočni zvon oznanil pepelnico in z njegovim glasom je bilo konec vsake mesne jedi vse tja do velike noči. In čeprav v hrani ni bilo niti koščka mesa, niti kanca masti, je bilo v naših družinah veliko več zdravja, kot pa ga je danes. In jedli so le 2-krat na dan, okrog 11 dopoldan in zvečer. V vsem postnem času ni bilo ne porok, ne veselic, ne petja, ne igranja. Postno pecivo ali priboljšek pa so bile preste. Ja, prav ste slišali, preste. Njihova oblika naj bi spominjala na podobo 2 v molitev sklenjenih rok. Že v srednjem veku so jih pekli, najprej v samostanih, potem v šolah, pozneje so prišle tudi v naše pekarne, iz njih pa v gostilne in trgovine. Tudi oblačila v postnem času so bila brez vzorcev, brez rož, brez živih barv. Ni se kadilo, niti pilo. In če je v času pusta imela mladina glavno besedo, so jo v času posta prevzeli spet starejši, ki pa so radi sledili naukom domačega župnika. Tako se je vsak dan molil žalostni del rožnega venca, ob nedeljah popoldan pa so vsi hodili k molitvi križevega pota, da bi na ta način bili vsaj z molitvijo in premišljevanjem skupaj s trpečim Jezusom Kristusom. Seveda je današnji moderni čas prinesel veliko sprememb v naše postno življenje. Eni se starih izročil držijo, drugi ne. Vsi pa vsaj enkrat v postnem času prehodijo pot križevega pota, pa naj bo to v duhovnem ali sprostitvenem smislu. Zato vas nocoj vabim, da to pot skupaj prehodimo. O, pridite stvari, kaj glejte se godi. Edini Božji sin strašno za nas trpi. Razbičan, zapljuvan in kronan, zasramvan, pred sodni stol zdaj gre, nedolžen, v smrt izdan. Glej, križ mu nalože na ranjene rame, objame ga volno in nese vseh dolge. Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh.
topljen dolge sveta, leži potrt na tleh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Križaj ga, križaj ga, križaj ga. Križaj ga, križaj ga, križaj ga, križaj ga, križaj, križaj, Prolieva se greh, prolieva se greh. O žalostni spomin, ko mater sreča sin. Bridkosti meči gre do srca boleči. Omagal Jezus je od teže križeve. O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Križaj ga, križaj ga, križaj, križaj ga, križaj ga, križaj ga. Naročil obupa. Slabosti ves prevzet zveličar pade spet. Oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. Usmiljene žene, ne jokajte za me, le zase in svoj rod točite zdaj solzet. Zveličar omedli, pod križem spet leži. O trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Križaj ga, križaj ga, križaj ga, križaj, križaj, križaj ga, križaj ga, Naročil obupa, počasi brez hrupa. križaj ga, Prolieva se greh, križaj, prolieva se greh. Kot grenko zlatjaja na
Ko pride na goro, obleko mu vzemo in za dolge sveta še žolča mu dado. Na križ ga polože, razpno roke, noge in ostri mu žeblji spet rane naredi. Na križu Bog visi in sveta teče kri. Za nas umira Bog, žalujte vse stvari. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Križaj ga. Križaj ga, križaj. Naroči obupa, počasi brez upa v temnih nočeh. Rojeva se greh, rojeva se greh. Od krenko svetljaja, naivne zavaja v nedolžnih očeh. Rojeva se greh, rojeva se greh. O mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, objemaš zadnjikrat sinu zdaj mrtvega. Bridko objokovan je Jezus v grob dajan. O grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran. O Jezus, hvali naj ves svet te ve komaj. Po svojem križu nam podeli sveti raj. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Tako, vsaj trenutek smo bili z našim trpečim odrešenikom. Tudi vprašanje nocojšnje oddaje se nanj nanaša in se glasi: kako se reče kraju, ki smo ga skupaj obiskali? Torej, vprašanje nocojšnje oddaje: kako se reče kraju, ki smo ga skupaj obiskali? Odgovore pošljite najkasneje do 25. marca na naslov KTV Impuls, Moste 32, pošta Komenda. Zdaj pa k žrebanju dobitnika knjižne nagrade za vprašanje iz naše prejšnje oddaje. Vprašanje je bilo: dan, s katerim pričenjamo postni čas, in pravilni odgovor je bil pepelnica. Zahvaljujem se obenem tudi gospe Zoretovi iz Medvedove ulice za čestitke k oddaji. In zdaj žrebamo dobitnika ali dobitnico knjižne nagrade. To bo tokrat pepelnična sreda pravilno, strogi post, zadržek mesnih jedi, lep pozdrav iz Mekin. Odgovor je pa poslala gospa Pančur Andreja ali gospodična, Cankarjeva 54, pošta Kamnik. Starost ni napisana, torej bomo izbirali knjižno nagrado po občutku. Andreja, čestitke iz moje strani. In zdaj še eno sporočilo. V prihodnosti nameravam organizirati tudi Impulsevo božjepotno romanje, za katerega pa se boste lahko prijavili na naš naslov. Naj povem tudi to, da bom v prihodnjih oddajah
vsako oddajo, izžrebal po 2 potnika, ki bosta na romanje odšla brezplačno. Za vse ostale pa bom točne podatke o ceni, o romanju, kot tudi kraj romanja pravočasno sporočil. Nocoj pa mi ostane le še to, da čestitam vsem godovnjakom tega in prihodnjega tedna. Zato vsem Jožetom, Jožicam, Jericam, Klavdijam, Leam, Katarinam, Laram in Bojanom, ter pa seveda vsem našim materam in ženam iskreno čestitam ob njihovih praznikih. Materam in ženam pa sem tudi namenil posebno oddajo. Do takrat pa z Bogom.